ostal. Ti zdraviš moje rane, odstranjaš vse gori, odpuščaš grehe znane, v nebesa vodiš me. Kar želel sem in sanjal, sem v tebi našel zdaj. Zato se tebi klanjal, bom Jezus vekomaj. Zato se tebi klanjal, bom Jezus vekomaj. Prisrčno pozdravljeni vse konce in kraje Slovenije, želim blagoslovljeno in mirno soboto. Res sem vesela, da sem danes lahko z vami, da nekaj spregovorimo o tem, kako lahko kot prostovoljci preizkusimo Božje obljube. Ali ste videli, da je 5. december svetovni dan prostovoljstva? To je aktivno, altruistično delovanje posameznikov, ki prispeva k razvijanju družbe in solidarnosti. Danes je torej svetovni dan brezplačnega, nesebičnega dela za dobro posameznikov in celotne družbe. Čemur danes uradno rečemo prostovoljstvo, lahko iz poljudnega oziroma iz svetopisanskega vidika rečemo kar dobra dela, služenje drugim, dobrosrčno delo brez pričakovanja plačila. Mislim, da vidimo vsi, da je v tem času prostovoljstvo zelo pomembno. Tako v zdravstvu kot na področju izobraževanja je pomembno prostovoljstvo, saj pomagamo ljudje na tak način k lajšanju posledic širjenja okužb s koronavirusom. Zdi se mi pa pomembno poudariti tudi to dejstvo, da humanitarno društvo Adra Slovenija ne bi mogla nuditi tako obširne in kvalitetne pomoči, če ne bi bilo naših prostovoljcev oziroma vseh vas, ki podpirate naše programe. Zato se vam zdaj iskreno zahvaljujem in vam rečem, da resnično cenimo vaš doprinos. Tokrat si bomo torej pogledali nekatera svetopisanska načela sočutja, pravičnosti in ljubezni, ki so pa tudi moto humanitarnega društva Adra. Pogledali si bomo, kako služiti človeštvu in posameznikom. V tem času, ko svet tone v še eno krizno obdobje, sta prostovoljstvo in solidarnost res izredno pomembna. Pri tem pa je pomembno, da kot kristjani zaupamo Bogu in spoznamo, kakšne so njegove obljube, če opravljamo delo za njegovo poslanstvo. Velikokrat ljudje mislimo, da je Bog stare zaveze drugačen Bog kot pa v novi zavezi. Saj zame osebno pa je sledeče besedilo velik dokaz, da se Bog ne spreminja in da skozi vse generacije izkazuje svojo milost. Preberimo si besedilo iz 5. Mojzesove 15. poglavju, 7. vrstice naprej. To opisuje še posebej, ko srečamo reveže, oziroma v tistem času je Bog naročil ljudem, da če bo pri vas kakšen revež, vaš reven brat, da mu na široko odpiramo roko in mu posojamo, kolikor le potrebuje. Na koncu v 10. vrstici pa beremo, da če bomo to počeli, nas Bog namerava blagosloviti pri vsem našem delu in pri vsem, česar se loti naša roka. V tem besedilu najdemo ta čudovit biser, ki se ponavlja skozi celo Sveto pismo. Verjamem, da se ga zavedamo, da vemo, da obstaja, da o tem Bog piše oziroma da nam to sporoča, ampak verjamem, da ga ne izkušamo, ne doživljamo, da ga ne razumemo tako na tak način, kot bi si Bog v resnici želel. Ta biser pravi: otroci moji, poskrbite za druge ljudi, ne skrbite za nič na tem svetu, opravljajte moje delo
in jaz bom poskrbel za vse vas. Bog že od samega začetka spodbuja ljudi k prostovoljstvu, da darujemo svoj čas, svoje sposobnosti, predvsem pa tudi spodbuja k temu, da namenjamo prostovoljne darove za napredovanje njegovega dela. Tudi v Stari zavezi najdemo 2 primera, že v 2. Mojzesovi knjigi, ko so ljudje ponudili svoj čas, svoje sposobnosti, pa tudi materialno so prispevali k napredovanju Božjega dela. Recimo, ko so prišli iz Egipta, Mojzes je takrat drugič prišel iz gore z 10 zapovedmi in jim je povedal, kar mu je naročil Bog. V 2. Mojzesovi 35 od 5. vrstice dalje beremo: Vsak, ki ga srce nagiba k temu, naj prinese svoj dar za Gospoda, in kasneje v 10. vrstici: Vsi strokovnjaki med vami naj pridejo in naredijo vse, kar je zapovedal Gospod. Potem beremo, da vsak, katerega srce se je nagibal, oziroma da se je k temu nagibal njegov duh, so prinesli dar za Gospoda, in tisti, ki so imeli sposobnosti, so namenili svoj čas za napredovanje Gospodovega dela. Potem tudi drug primer lahko beremo, ko se je končalo babilonsko zatiranje, je perzijski kralj Kir dovolil, da Izraelci odidejo nazaj v Jeruzalem in obnovijo tempelj. V Ezri 1. poglavje od 5. vrstice naprej dejansko beremo, da so ostali družinski poglavarji se odločili, da bodo obnovili tempelj kot prostovoljci. Poleg tega pa je še kdo daroval kaj za zraven. Torej, enako so te ljudje, ki jih je nagovoril Sveti Duh, darovali svoj čas, sposobnosti in materialna sredstva za uresničitev Božjega načrta. Danes celotna cerkev stoji na ramenih prostovoljcev, recimo diakoni, starešine, vodje sobotnih šol smo vsi prostovoljci. Pomembno je, da drug drugega podpiramo, ne samo z besedami, tudi z dejanji, in še posebej je pomembno, da drug za drugega molimo. Še posebej v Novi zavezi, ko govorimo o prostovoljcih, vidimo, da je eden večjih prostovoljcev, torej Pavel, res skozi celotno Novo zavezo želel prenesti te pravilne vrednote za upravljanje prostovoljskega dela. Močno si je prizadeval, da bi bili bratje in sestre v Kristusu si res kot bratje in sestre in da bi brez skritih namenov imeli željo po pomoči drugim. Če pogledamo njegove pozive in kaj je v resnici videl kot tisto pomembno za krščansko hojo, lahko vidimo en vzorec. Ko je bil Pavel zaprt v Cezareji, je goreče povzel tudi eno zame osebno pomembno resnico. In sicer v Apostolskih delih 20, vrstica 35, beremo: Vsem sem vam dal zgled, kako moramo s trdim delom pomagati slabotnim, in v končnem večja sreča je dajati, kakor prejemati. Kratkoročno se nam mogoče res zdi bolje kaj prejeti, ampak v resnici Bog ve, da nam dolgoročno srečo lahko prinese samo pomoč drugim. Pavel je v nadaljevanju Efežanom v poglavju 2 od 10. vrstice naprej spomnil, kako je v resnici z našimi dobrimi deli in prostovoljstvom. Piše: Njegova stvaritev smo, torej Bog nas je ustvaril za dobra dela in jih tudi vnaprej pripravil. Na koncu se spomnimo še vrstice iz Hebrejcem 13 od 1. vrstice naprej. Vztrajajte v bratski ljubezni, ne pozabite na gostoljubnost, ker so bili nekateri gostoljubni, so namreč pogostili angele, ne da bi se tega zavedali. Pavel je v veliki večini dajal poudarek na pomembnosti dobrih del, bratske ljubezni do vseh in gostoljubja, predvsem pa je razkrival to skrivnost, ki, kot pravim, meni osebno zelo pomembna, in sicer, da smo lahko bolj blagoslovljeni, če dajemo, kot pa prejemamo. Bog nam skozi celo Sveto pismo daje namige o tem biseru, o tej čudoviti resnici. Včasih so namigi, včasih so dolge zgodbe in izrecne izpovedi o blagoslovih in kako Bog čaka, da jih izlije nad svoje ljudstvo.
To je tudi glavno sporočilo za danes. Torej, pomoč ljudem v stiski, denar, ki ga namenjamo za njegovo delo, čas, ki ga preživimo kot prostovoljci, so v bistvu skriti biseri in skriti blagoslovi, za katere nam Bog obljublja, da nam jih lahko povrne že danes. Nekateri blagoslovi pridejo v obliki nasmeha, objema, hvaležnosti, osebno verjamem v še veliko več. Večinoma ne moremo pričakovati, da blagoslovi pridejo kot recept za instant juho. Torej, recept kot vzemi, prilij vročo vodo, počakaj 3 minute in pojej. Ali pa pomagaj in blagoslovim te. Instant recepti po večino niso najboljša izbira. Zaupam pa jasnim božjim obljubam, ki se skrivajo vse povsod. A najbolj jasno obljubo najdemo zapisano v Luku 6, 38 vrstici. Ta vrstica, če bi želela, da se nekaj zapomnimo iz te duhovne misli danes, je ta vrstica. Dajajte in se vam bo dalo. Dobro, potlačeno, pretreseno in z vrhano mero vam bodo nasuli v naročje. S kakršno mero namreč merite, s takšno se vam bo odmerilo. Moje vabilo in spodbuda za danes se glasi: načrtno preizkusimo Božjo obljubo. Začnimo z majhnimi koraki, naredimo si preproste načrte za pomoč drugim. Načrti so lahko preprosta pomoč starejšim osebam v naši bližini, telefonski klic ali pa da pomagamo z nalogo sošolcu, ki mogoče ima težave pri učenju. Tisti, ki časovno ne zmorete, lahko pomagate z donacijo za dobrodelni namen ali pa namenite denar za paket, solidarnosten paket za družino v stiski. Na to se poskušajte zavzeti, da postanejo dobra dela del vašega družinskega življenja. Naj bodo ta opravila redna in načrtovana. Predvsem pa naj bodo iskrena in naj bodo to, kar dejansko želite početi. Resnično in iskreno vas vabim, da zaupate temu čudovitemu Božjemu načrtu za izlitje blagoslovov. Danes v tej krizni situaciji je več kot dovolj priložnosti za pomoč. Verjamem, da za potrditev tega, kar smo ravno povedali, večkrat uporabljamo vrstice iz Izaije 58. Mislim, da to poglavje zelo dobro poznamo. Mislim pa, da naredimo eno napako, da tega poglavja oziroma vrstic ne preberemo do konca. Sestra White v izbranih pričevanjih v Izaiji 58 piše takole: mnogi se čudijo, zakaj so njihove molitve brez življenja, vera slaba in omahljiva, krščanske izkušnje pa tako temne in negotove. Mnogi pravijo: zakaj se pustimo in ti ne vidiš, ponižujemo svojo dušo in se ne zmeniš za to, kot piše v Izaiji 58:3. Potem beremo naprej, Izaija 58, 6-7. Kristus je dejansko pokazal, kako lahko spremenimo to stanje, in sicer: mar ni to post, kakršnega sem si izbral, torej odpeti krivičnim spone, potem v 7. vrstici, da dajemo lačnemu svoj kruh, pripeljemo uboge brezdomce v svojo hišo, da vidimo nage in jih oblečemo. To je dejansko recept, ki ga je predpisal Kristus za malodušne, dvomeče in boječe ljudi. Žalostni, ki hodimo otožno pred Gospodom, naj ostanemo in pomagamo tistim okoli nas, ki pomoč potrebujejo. Kot sem omenila na začetku, večkrat pozabimo dejansko do konca prebrati te vrstice v Izaiji 58. Torej, če bomo zvesti in upravljali Jezusovo misijo, potem sledi Božja obljuba v Izaiji 58:8. Tedaj napoči, kakor zarja tvoja luč in tvoje zdravje se bo hitro razcvetelo. In v 10. vrstici: če daješ lačnemu, kar imaš sam rad, in sitiš revežu grlo, bo šla v temi tvoja luč. In potem v 11. vrstici: Bog ti bo ukrepil kosti in postal boš kakor namakan vrt, kakor vodni vrelec, ki mu voda ne usahne. To je moje vabilo danes.
verjemimo Božjim obljubam, pustimo svoje misli o sebi in se osredotočimo na druge ljudi. Bog bo ostal zvest in nas bo ozdravil malodušnosti in bomo kakor vodni vrelec, ki mu voda ne usahne. Za vas imam res dobro novico. Poznam osebno veliko kristjanov, ki so preizkusili Božjo obljubo. Ta biser iz Svetega pisma. Nehali so se ukvarjati z svojimi vsakodnevnimi potrebami in se osredotočili na druge ljudi. Na naju z možem Adamom je imela poseben vpliv tudi družina iz Kanade, s katerimi smo bili skupaj prostovoljci v Mongoliji. Kathy, Jim in njunih hčerki Hana in Marija iz Kanade so se odločili 3 mesece pomagati v mrzli Mongoliji. Ko smo bili tam, je Jim skoraj vsak teden ponovil. Njihova družina sploh ni bila bogata, ampak on je vedno rekel, več kot jim dajem, več mi Bog vrača. Sploh ne vem, kako je to možno, ampak moj bančni račun se vselej polni. Več kot podarim, več imamo. Jimova družina res ni bogata, ampak njegovi radodarnosti ni bilo primere. Nek mrzl dan se je na primer odločil in peljal vse študente v mesto in jim kupil nove čevlje. To ga je zagotovo stalo več kot $500. Potem je najini prijateljici plačal operacijo za nogo. Vse svoje stvari so na koncu darovali, imeli so res kvalitetne stvari, ampak te stvari bi lahko oni še uporabili, vendar so se odločili jih podati oziroma predati naprej drugim. Z Jimovo družino smo še vedno v kontaktu in tudi danes podpirajo naše programe Vadra Slovenija. Ta biser, ki ga je Jim omenil, več, ko jim dajem, več imamo, sploh ne vem kako. To je ta biser in ta blagoslov, ki bi vam ga rada predala danes. Vem, da mogoče razumsko večkrat o tem slišimo in se tega zavedamo, ampak ali to doživljamo? Z Adamom sva to večkrat doživela. V Mongoliji se je mnogokrat zgodilo, da sva se recimo nekemu denarju odpovedala, vendar je ta potem v drugi obliki prišel nazaj ali pa še večji vsoti. Moje vabilo je, preizkusimo načrtno Božjo dobroto, saj je on edini, ki ne razočara. Danes je v Sloveniji registriranih skoraj 2000 prostovoljskih organizacij, ki beležijo prostovoljsko delo. Po statistiki en prostovoljec na leto opravi približno 1 teden oziroma 40 ur prostovoljskega dela. Osebno poznam ljudi, ki prostovoljsko preživijo za pomoč drugim ljudem ali pa v organizaciji 2 uri na dan. Verjamem pa, da poznamo tudi tiste ljudi, ki jim je mogoče težko na leto nameniti 2 ure za dober namen. Tukaj imamo samo eno nalogo, in sicer, da smo drugim ljudem zgled in pa da molimo za druge. Kaj pa je v vsej tej zgodbi v resnici pomembno zame osebno, zate osebno? Bog ima za vsakega pripravljen svoj klic, svoj osebni klic. Način, čas in ure, s katerimi Sveti Duh trka na vaše srce. Obstajajo različni načini, kako se odzvati in kam nas Bog kliče. Mogoče imamo na srcu, da delimo letake ali revije Čili in zdravi v lokalni skupnosti. Mogoče drugič smo prepričani, da je naša prioriteta osebno pričevanje in tretjič se bomo pustili in molili za napredovanje Božjega dela. Vsi pa vemo, da je skupek korakov tisti, ki vodi do končnega uspeha. Večkrat sicer poudarimo, pa verjamem, da dokaj hitro pozabimo na sporočilo, ki smo ga dobili skozi duh preroštva glede našega pravega poslanstva. Ellen White piše, samo Kristusov način dela bo zagotovil pravi uspeh v pridobivanju ljudi. Zveličar se je družil z ljudmi kot tisti, ki jim želi dobro, pokazal je sočutje in na koncu jim je velel, pojdite za menoj. Malo prej v 6. poglavju v Mateju beremo od 25. vrstice dalje. Ne skrbite za svoje življenje in potem v 27. vrstici. Kdo izmed vas more s skrbjo podaljšati svoje življenje za sam en komolec? To je moje sporočilo. Ne skrbimo, Bog bo za vse poskrbel. Naša naloga je, da se osredotočamo na pomoč drugim. Če
na pravi način razumemo to, kaj nam je Jezus sporočil, ugotovimo, da sta misija cerkve in misija Adre isti. Humanitarno društvo Adra deluje kot iztegnjena roka cerkve vseh nas, ki želimo organizirano pomagati. Delovati poskušamo strokovno, z natančnim preučevanjem potreb posameznikov in pomagati tistim, ki res potrebujejo pomoč. Bog želi, da smo v svojem delu organizirani. Ni prav, da posamezniki svoje delo prelagamo na organizacijo, vseeno pa smo odgovorni, da pomagamo strokovno in po Božjem načrtu. Zato je tudi pomembno, da podpiramo delovanje humanitarnega društva Adra. Za konec pa bi vam rada predala 2 pomembni misli, ki upam, da nam spremenita življenje. Bodimo še posebej pozorni na opozorilo, ki ga glede denarja beremo v duhu preroštva. Torej, nekateri mislijo, da le del njihovih materialnih sredstev pripada Gospodu. Ko del denarja namenijo verskim ali dobrodelnim namenom, na preostanek gledajo kot na osebno last, ki jo lahko uporabijo, kakor se jim zahoče. Vendar se motijo. Vse naše imetje pripada Gospodu in njemu smo odgovorni za to, kako ga porabimo. Iz porabe vsakega novčiča, iz uporabe vsakega centa bo razvidno, ali Boga ljubimo nad vse in bližnje bolj kakor same sebe. Tukaj naprej piše še res pomembno sporočilo. Denar sam po sebi nima večje vrednosti od peska, saj za Boga ne, razen če ga uporabimo za 3 stvari. Prvo, zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb, drugo, blagoslavljanje drugih in tretje, napredek Kristusovega dela. To so dejansko 3 nameni, zakaj Bog želi, da podarimo oziroma namenimo svoj denar. Velikokrat pa razmišljam tudi o tem, če Bog dejansko gleda na vsak cent ali evro tako, kako potem gleda na vsako zapravljeno uro. Dragi poslušalci, danes je odvisno od vas, če ima naslednja misel zdaj že kaj globlji pomen, da ne razumemo spet to samo razumsko, ampak da se nas je globoko dotaknila. V Mateju 10:8-10 beremo, da je Jezus odposlal svoje učence na eno najpomembnejših misij, ki obstaja še danes. Ozdravljajte, skrbite, demone izganjajte, ampak zastonj ste prejeli, zastonj dajete, ne oskrbujte se zlatom, ne sreblom in na koncu, kajti Božji delavec je vreden svoje hrane, ali z drugimi besedami. Dragi moj otrok, pomagaj in delaj za druge, za vse ostalo bom poskrbel jaz. V društvu Adra imamo tokrat zate 2 vabili. Če čutite, da vas Bog vodi in želite dejansko načrtno preizkusiti njegove obljube o blagoslovih, potem lahko se odzovete na 2 načina. Od novembra naprej zbiramo sredstva za kampanjo Grejmo jim srca, kjer pomagamo družinam z otroki in starejšim osebam. Več informacij o kampanji Grejmo jim srca lahko najdete na naši spletni strani ali na socialnih omrežjih oziroma nas lahko tudi kontaktirate po telefonu. Druga, še posebej pomembna priložnost pa je pomoč pri zbiranju finančnih sredstev za združitev afganistanske družine. Na naši spletni strani ali pa na socialnih omrežjih si lahko pogledate kratek prispevek o 19-letnem Afganistancu v Popalu. Njegova zgodba se bo res dotaknila vašega srca, zato predlagam, da si pogledate dejansko pravilno predstavljeno resnično dogajanje za zavesami, kako dejansko migranti in begunci kakšne nevarnosti doživijo na svoji poti. Radi bi mu pomagali, da se do konca januarja združi z svojimi 3 mladoletnimi bratci in pa sestrico, starša žal nista več prisotna, mama je mrtva, tudi mlajši brat je mrtev in do 28.12. bomo zbirali sredstva, zbrati moramo 3500 evrov, tako da bo vsaka pomoč res dobrodošla. Odločimo se in še danes preizkusimo, zaupajmo Božjim obljubam. Podarimo svoj čas, sposobnosti ali pa namenimo denar za dober namen. Želim vam obilo miru in lepo blagoslovljeno soboto.
zdaj pa sklonimo glave na molitev in prosimo za izlitje Svetega Duha. Dragi stvarnik, dragi odrešenik, res ti hvala za to priložnost, da se lahko učimo iz tvoje besede. Hvala ti za ta biser, za ta blagoslov, ki bi ga nam rad namenil. Zato te prosimo, da nam pomagaš, da se nehamo osredotočati na svoje potrebe in začnemo res iskati priložnosti za pomoč drugim. Gospod, hvala ti za ta molitveni teden. Prosimo za izlitje Svetega Duha in napredovanje svojega dela, naj se tvoja podoba poveliča skozi naše življenje. Hvala ti že vnaprej, zahvaljujemo se ti za uslišane molitve in te vse prosimo v veličastnem imenu Jezusa Kristusa. Amen.